na Inštitutu Jožef Štefan, kjer bomo danes predstavili inteligentni sistem za zgodnje odkrivanje zaznavanja učnih težav. Projekt METIS je nastal v sodelovanju med Inštitutom Jožef Štefan, Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Štefana, Gimnazijo Novo mesto, Osnovno šolo dr. Vita Krajgerja in e-šolo sistemom e-asistent. In seveda, ker smo na Inštitutu Jožef Štefan, ker je tukaj tudi nastal ta projekt METIS, k besedi vabim direktorja inštituta, profesorja dr. Jadrana Lenarčiča. Jaz seveda najprej pozdravljam na Inštitutu Jožef Štefan na tem dogodku, ki se tiče programa projekta METIS za zgodnje odkrivanje učnih težav. Podrobnosti boste slišali kasneje. Mi pa seveda moj občutek je, da je treba se za ta projekt zahvaliti tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je s takimi idejami, da je potrebno to problematiko odpirati in podpirati, prišlo. Tudi torej se jim zahvaliti. Partnerji so bili omenjeni. Z vidika znanosti, po mojem, torej gre predvsem za aplikacijo umetne inteligence, ki omogoča obravnavo bolj kompleksnih sistemov, ki jih standardne metode matematičnega modeliranja ali pa statistični modeli pač ne pokrivajo, niso dovolj učinkoviti. Torej, jaz bi v tem kratkem nagovoru poudaril, da gre za multidisciplinaren tim, da gre za ekipo, ki ima različne ekspertize in da je to zelo pomembno. Zlasti pri postavljanju vprašanj, ker je bolj pomembno seveda postaviti pametno vprašanje, kot potem iskati odgovore na njo. Kot rečeno, ki so seveda strokovnjaki iz inštituta, ki so delali na področju umetne inteligence, vse tja do pedagogike in tudi informacijskih tehnologij, ki so določali kazalnike oziroma značilke, kot rečejo, in ki jim je bilo potem potrebno slediti, da ta stvar seveda deluje. Z uporabo torej umetne inteligence so ti podatki kasneje bili obdelani in rezultat je tak, kot boste videli. Jaz seveda pri tem imam en pomislek, kaj bi meni najdli v tistih časih, ko sem hodil v šolo. Mnogi namreč bolj ustvarjalni otroci imajo razne težave v svojem šolanju in tu se vedno spomnim na Woodyja Allena, znanega režiserja in igralca, ki je imel zmeri težave po šolah, z učitelji, in je rekel, jaz sem hodil v te šole za prizadete učitelje. Skratka, s tem sistemom se seveda Slovenija uvršča med prve take države, ki so tako sistematično pristopile k uporabi, bi rekel, informacijskih tehnologij, bolj ozko umetne inteligence pri reševanju oziroma merjenju in predvidevanju težav otrok v različnih fazah in seveda predvsem pa predčasno, tako da se da seveda potem preprečevati slabšanje stanja in zato se želim najbolj zahvaliti seveda vsem prisotnim in tistim, ki so delali na tem projektu in čestitati za ta projekt in dosežek, o katerem bomo kasneje še slišali. Tudi sem vesel, tako kot seveda malo ego moram biti, kot direktor inštituta, da se inštitut pojavlja tudi v takih projektih tako neposredno koristen za svoje okolje, da ne gre meri tisto, da delamo v svojih laboratorijih nekaj sami zase, ampak da se to znanje, seveda, ki se tam kreira, tudi na tak način prenese v prakso. Zdaj, še to bom rekel, da v zadnjem času me novinarji kar naprej sprašujejo, kaj bo zdaj to umetna inteligenca, bojo to roboti enkrat že prevzeli ljudi, kaj nas bojo premagali, in seveda moj odgovor je, da se naj nikar ne sekirajo, ker toliko zlobe in ignorantstva, kot smo zmožni ljudje, noben robot in umetna inteligenca ne prenese. Hvala lepa. Hvala direktorju inštituta, profesorju dr. Jadranu Lenarčiču. Kaj projekt METIS je, komu je namenjen, kaj omogoča in kako bo že danes, kako bo odzvanjal tudi v prihodnje, pa bo povedal vodja projekta METIS,
Se bo ta mikrofon, a ne, Matjaž, bo dovolj. Vodja projekta METIS, profesor dr. Matjaž Gams, prosim. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. No, tisti pisk, to ni bila umetna inteligenca, to je bila kar naša narodnost. Okay, lepo, da ste prišli v takšnem številu. Kot vodja projekta, kjer je sicer sodelovalo veliko partnerjev, veliko ljudi, veliko udeležencev, multidisciplinarno, bi povedal nekaj besed o tem področju oziroma o tem projektu. Naslov projekta je e-storitev za zgodnje zaznavanje učnih težav. In to je bil projekt ministrstva in kot se je direktor zahvalil, bi se tudi sam najprej zahvalil ministrstvu, da sploh gre v take res inovativne projekte, to je moral nekako odobriti, nek recenzentski tim in ta del, ki je bil informacijska družba, ki je bil na ministrstvu na MISŽŠ, se je potem preselil na ministrstvo za javno upravo in tudi tisti posamezniki, ki ste tukaj, bi se vam lepo zahvalil. Partnerji so Inštitut Jožef Štefan, Mednarodna podiplomska šola, Gimnazija Novo mesto, Osnovna šola dr. Vita Krajgarja in pa e-šola, to bo naš naslednji spoštovani govornik, ki bo predstavil to dejansko implementacijo. Vloge partnerjev so razdeljene, mi smo razvijali večino softvera, umetno inteligenco, medtem ko so pedagoški strokovnjaki nam svetovali. Se pravi, tisto, kar ekspertnega znanja je prišlo od teh partnerjev. Zdaj bi pa izkoristil priliko, pa bi se zahvalil ne samo vsem, ki so sodelovali na projektu, ampak predvsem tistim, ki so z Inštituta Jožef Štefan sodelovali in bi prosil, da tisti, ki ste tam navedeni, da dvignete roko. No, tam ste dva skromna, trije, no, nekaj rok smo videli tukaj. Tudi vidite, že pri nas je bil tim kar velik in je bilo kar nekaj energije vložene v to. Kje je trik, kaj je draž tega projekta? Gre za to, da prvič skušamo uporabljati umetno inteligenco v pedagoškem procesu v Sloveniji tako na veliko, res intenzivno. Ker če bo to do konca zaživelo, bo večina osnovnih in srednjih šol imela to umetno inteligenco, ki bo pomagala pri pedagoškem procesu. Da razumemo, zakaj je to pomembno, je pa treba razumeti te trende razvoja informacijske družbe. Tukaj vidite Murov zakon in večina zakonov informacijske družbe je takih. Če pogledamo, tukaj lepa premica, na X osi so leta 1, 2, 3, 4, na Y osi štejemo pa 1, 10, 100 tisoč. Ta skala je logaritmirana, ker drugače bi ta premica izgledala tako nekaj strmega, neuporabnega, se ne bi nič videlo na sliki. Rečemo po domače, da je ta razvoj informacijske družbe nor in da dejansko najbolj nekako rinje naprej človeštvo, človeško civilizacijo v napredek, v nove dosežke. In tukaj so tiste najbolj pozitivne stvari in vprašanje je samo, ali jih bomo znali izkoristiti mi kot ljudje in mi kot Slovenci, kot Slovenija, ali bomo znamo implementirati to veliko moč, ki je tukaj skrita. Kaj se pa dogaja s superinteligenco? Tudi ta termin pogosto slišimo, Superinteligenca je ena vrsta inteligence, govorimo pa o njej takrat, ko preseka ljudi. To se je zgodilo v šahu in podobnih. Začetka se začne pa zelo počasi. Začne se zelo počasi, vidite tukaj spodaj, to so leta, to je časa, in nekak programi dolgo časa nekako nič ne uspajo, nič posebnega od njih. Tukaj na Y skali imamo pa sposobnost ljudi, recimo tukaj naprimer bi bil Einstein, mi smo tle nekje vmes, in dolgo časa gledamo, kako je program umetne inteligence slab, kako slabo igra šah, recimo. No, potem se pa kar naenkrat začne ta krivulja obračati, se pravi, prej je bila zelo počasna, nič posebnega ni bilo od nje, potem začne pa kar naenkrat obračati in začne hitro rasti in vidite, tukaj je neverjetno strma. In tukaj prehiti ljudi in ta pojav tukaj je imenovan superinteligenca. Se pravi, slej ko prej, čez desetletja recimo, bodo dejansko računalniki in pa umetna inteligenca boljši, kot smo ljudje v splošnem. In vprašanje je, kaj to pomeni. A bo zdaj konec človeštva? Večina nas strokovnjakov je samo čaka, da se bo to zgodilo, ker to je jamstvo za nadaljnji uspešen razvoj človeške civilizacije. In je pa malce tudi odvisno od vseh nas, a bomo to dejansko obrnili v pozitivno smer. Vsako stvar pa, veste, ne bom rekel, da politika, ampak vsako stvar pa znamo včasih tudi v negativno smer zasukati. Okay.
Da pogledamo še nekaj dosežkov umetne inteligence. Tole verjetno vsi poznate, to so samo vozeča vozila. Pred 10 leti so se zaletavali v parkirane avtomobile, v živo mejo, kamorkoli, a ne, smo se vsi smejali, se spomnite tiste prejšnje slike. No, zdaj vozijo tako dobro, v bistvu bolj varno kot ljudje, tako da če bi jih peljali v Slovenijo, bi bilo 10-krat manj smrtnih žrtev in seveda tudi toliko manj nesreč in podobnega. Ampak mi niti zakonodaje nimamo, da bi lahko uporabljali samo vozeča vozila, ker pač smo počasni. Na srečo so pa področja, kjer smo pa hitri in uspešni in upam, da vas bomo prepričali, da je to področje. Kakšen drug primer, recimo tukaj zgoraj, če zažvižgate nekaj tonov, recimo, bo program umetne inteligence ugotovil, katera skladba je to, ker pozna čisto vse skladbe, kar jih je človeštvo kdajkoli generiralo. In pove, to je ta pa ta skladba in naprej nadaljuje za muziko. To je naredil kolega Avstric, naš dober strokovni prijatelj. Kaj bo še kaj takega? No, tukaj od spodaj, vidite, to je igra Jeopardy, to je bilo leta 2011, to je taka uganka, besedne uganke so, no in tudi tu je program posekal najboljše ljudi. Zdaj pa pogledamo na te koristne zadeve, recimo menjavo organov. Če rabite novo ledvico ali pa nek drug organ, je treba najti enega donorja in potem to je treba narediti na način, da je čim manj odpora imunskega sistema. Ta sistem so pred leti upeljali v Ameriko in je bistveno boljše, kot so to predelali ljudje. Zdaj se vprašate, a si želite tak program, čeprav je, ali pa mogoče pa celo zato, ker je umetno inteligenten, ali si ga ne želite. Jaz mislim, da si ga želimo. Podobna zgodba je pri prepoznavanju rakavih tkiv. Ti programi posekajo, posebej programi globokih nevronskih mrež, ti programi posekajo najboljši eksperti ali pa so tam nekje recimo. Ampak dobite jih lahko pa tako, da na mobitelu pošljete sliko recimo nekega znamenja, pošljete nekam na splet in dobite nazaj odgovor, ki je na nivoju najboljših strokovnjakov na svetu. Meni se zdi, da pa to res ogromno pomaga ljudem. Res izjemno. No, če pa pogledamo, kaj pa je dejansko Metis, zdaj, ko smo si pogledali v zadje, kaj skušamo tukaj notri upeljati, vidite, da se Metis ukvarja s tistimi običajnimi pedagoškimi problemi učencev, predvsem v srednji in pa osnovni šoli, ki imajo težave. Te težave so običajno razvidne v učnem uspehu, v ocenah in problem je seveda najhujši, če ne izdelajo pozitivno nekega recimo semestra. Najprej treba ugotoviti, zaznati težave in potem jih je treba odpraviti. Metis, program Metis pokriva oboje. Hitro zaznava težave, vnaprej, predvsem naprej zaznava potencialne težave in potem je celo orodje na Arnesu, ki ga lahko profesorji uporabljajo, tako da bolj sistematično vodijo ta postopek. Ta prvi del je implementiran v obliki enega semaforčka, rečemo temu, se pravi pri učencu, kjer bo predvidoma neka težava, se pojavi opozorilo, to vidijo samo profesorji, tako so nam naročili eksperti, ki se spoznajo na postopke, vidijo samo profesorji in potem se odločijo, ali bodo to drugo mnenje upoštevali ali ne in bodo šli naprej v postopek. Cel program je precej kompliciran, ampak največ nima smisla, da gremo v te podrobnosti. Tudi če bi pogledali strojno učenje, ne vem, koliko strokovnjakov strojnega učenja je tukaj, ampak zanimivo je, da je nekako precej specifična distribucija ocen in tudi, če gledate ocene časovno, potem vidite, da v začetku jih je malo, potem pa rastejo, skupaj je bilo okrog 30 milijonov. No in tukaj je glavna prednost umetne inteligence, preko tako velikega števila ocen lahko potem bolje ocenjujejo. Programi umetne inteligence niso pametnejši, kot smo mi ljudje. Ljudje smo pametnejši. Ampak ljudje pa nimamo sposobnosti, da bi niti prebrali 30 milijonov ocen. In ko kombinirate ta dva pogleda, se pravi stroj, umetna inteligenca in pa človeka, potem dobite nekaj boljšega, kot je vsako posamično. In tu je glavna dodana vrednost celotnega sistema. Še vedno je pa profesor v celoti, tisti, ki odloča, pogleda mnenje, se s tem strinja ali ne strinja, ampak včasih, oziroma po naših testih in razmišljanjih, se zdi, da je ta pomoč kar dobrodošla. Ker niso vsi profesori vrhunski, pa tudi včasih spregledaš čisto dobronamerno, kakšen čuden vzorec, ki pa je skrit v teh podatkih, skrit v zgodovini. Naredili smo vrsto teh meritev.
To je časovno gledano, tukaj spodaj vidite na X-osi je spet čas, tukaj je pa kvaliteta delovanja, no to, kar vidite v raznih barvicah, so pa razna merila raznih sistemov, recimo testirali smo tudi globoke nevronske mreže, pa zanimivo se sploh niso dobro obnesle. Mislim, da je razlog v tem, da so globoke nevronske mreže zlasti dobre takrat, kadar imate opravke s simboli oziroma z realnim svetom, slikami, zvokom in tako naprej. Ne. Tukaj imate pa opravka s številkami, s čisto numeriko in zaradi tega pa potem so te klasične metode, ki so nekoliko starejše, pa dosegajo boljše rezultate. Vidite pa tudi to, recimo, če pogledate eno ocenjevalno območje, vidite, da od začetka celo kvaliteta hitro pade, ker nimate dobrih ocen, ni nekako jasno. No, ko se pa začnejo ocene nabirati, čez nekaj časa, potem pa začne kvaliteta seveda, če dalje bližje ste, na koncu že vsi vejo, kdo bo padel, kdo ne bo. No in potem pa spet predskok v novo ocenjevalno obdobje in tako naprej. Teh meritev je bilo narejenih veliko, zbrali smo potem tiste sisteme in parametri, ki so bili najbolj učinkoviti v empiričnih meritvah. Kako je bilo pa to implementirano, boste pa slišali v nadaljevanju. Hvala lepa. Hvala. Vodi projekta profesorju dr. Matjažu Gamsu. Eden od partnerjev v projektu METIS je tudi e-šola. Zato k mikrofonu vabim njenega direktorja, to je gospod Vladimir Balukčič. Ok. Evo, en lep pozdrav še. Se slišimo? Ja? Dobro. Mogo biti bolj statičen. En lep pozdrav še v mojem imenu in v imenu ekipe e-asistenta. Danes smo res zelo veseli, da smo lahko na tem dogodku in da vam konkretno tudi pokažemo nov pripomoček, za katerega verjamemo, da vam bo zelo koristil pri vašem vsakdanjem delu. Zelo zanimivo mi je bilo, da 7 let nazaj, ko smo začeli tam ga vpeljevati v šole, šolniki se boste spomnili in smo najprej imeli izziv, kako svinčnik zamenjati z tipkovnico in miško, pa tiste stare računalnike iz kleti vlekali v učilnice. Danes se pa že kar pogovarjamo o umetni inteligenci, strojnem učenju, algoritmih in tako dalje. In konkretno bomo to tudi vpeljali kot pripomoček vam, šolnikom, v vaše vsakdanje delo. Tisto, kar bi rad na začetku izpostavil, nekaj zelo pomembnih stvari, ki smo se jih mi naučili v tem času, ko smo začeli sodelovati z vami. Kot otroci smo vsi sanjali o teh filmih, ki smo jih gledali, v filmih, kjer smo gledali naše superjunake, kako rešujejo svet, kako se borijo za boljše jutri oziroma kako skrbijo za boljšo prihodnost. In tudi neke otroške sanje so bile vedno, da res si vedno želimo, ko odrastemo, biti mi tudi tisti del zgodbe, ki bo skrbela za boljšo prihodnost oziroma želimo biti tisti, ki bodo sodelovali oziroma delali za junaki. In danes sem zelo ponosen, jaz osebno, pa tudi moja ekipa, ker dejansko lahko sodelujemo v taki zgodbi in ker dejansko lahko razvijamo pripomočke za vas, učitelje, svetovalne službe, zaposlene v šolah, ki ste naši superjunaki. Vi ste dejansko junaki realnega sveta. Zakaj? V šolah se ukvarjate z izobraževanjem in razvojem učencev in dijakov. Vi ste strokovnjaki za izobraževanje učencev in dijakov. Učenci, dijaki so naši otroci. Vsi dobro vemo, da otroci so naša prihodnost. To pomeni, da vi se ukvarjate in skrbite za izobraževanje in razvoj naše prihodnosti. Vi ste strokovnjaki za našo prihodnost. In se dejansko vsi premalo zavedamo odgovornosti in tudi kompleksnosti vašega dela in poslanstva. In dejansko v teh 7 letih oziroma zdaj že skoraj 500 000 ur razvoja za nami smo to mi tudi na lastni koži občutili. Eno je, da smo se naučili pa spoznali, kako odgovorno je vaše delo, drugo pa, kako kompleksno je vaše delo.
ker smo mogli razvijati pripomočke za te kompleksne izzive, s katerim se soočate, tako da iz prve roke res vidimo pomembnost vašega vsakdanjega dela. In zaradi tega pravimo, da smo zelo veseli pa ponosni, da lahko sodelujemo v tej zgodbi, da skrbimo oziroma damo en manjši doprinos k boljšem jutri s tem, da podpiramo vas in vaše vsakdanje delo. In tudi v sklopu tega projekta smo bili zelo veseli, da smo lahko sodelovali na tej točki, ker smo mnenja, da vam lahko ta stvar zelo koristi. Zakaj? Vsi dobro vemo oziroma poznamo stari rek, da boljše preprečiti kot pa lečiti. Se pravi, da fino je zaznati manjše težave in reševati manjše težave, kot pa čakati velike probleme in reševati te velike probleme na koncu šolskega leta. Je pa tako, da tako kot so bili ti kompleksni algoritmi pa vsa ta umetna inteligenca, ki je kar malo zaslužujoče izgledala, ko gledaš vse te grafe, metode in podobno, je dejansko zelo kompleksno spremljati dogajanje na eni šoli. V povprečju ima šola od 300 do 500 učencev oziroma dijakov. Vsak učenec je zgodba zase. To vsi dobro vemo, vsak učenec je poseben in tudi vsak dan v šoli je poseben. Šolniki to najbolj veste, vsak dan se nekaj novega zgodi oziroma ne gre pričakovati, da se bodo vsak dan dogajale iste zadeve. Se pravi, imamo 500 različnih oseb in vsak dan različne situacije in tudi te osebe v času, ko hodijo v šolo, se vsak dan spreminjajo. In zdaj, kako spremljati vse te stvari, kako detektirati zgodnje težave na taki masi in na tako kompleksni populaciji, je res kompleksen izziv. In v sklopu tega, to, kar je bila naša naloga, da pomagamo narediti pa enostaven prikaz, ki bo pomagal našim uporabnikom, da boste lahko dnevno spremljali oziroma imeli na voljo pregled učencev na vaši šoli, ki potrebujejo vašo pozornost oziroma pomoč. Na podlagi parametrov oziroma podatkov, ki jih vodite v šolah in seveda algoritma in strojnega učenja, lahko identificiramo in tudi predvidevamo oziroma napovedujemo morebitne težave z glavnim ciljem, se pravi, da rešujemo manjše težave sproti in preprečujemo nastanek večjih težav. Ena zelo pomembna stvar. Ta pregled je namenjen izključno tistim osebam, ki jih vodstvo šole pooblasti, da imajo dostop do tega pregleda. V osnovi so to svetovalne službe, ljudje, ki so strokovno usposobljeni in znajo interpretirati tako informacijo, predvsem pa ljudje, ki znate potem s to informacijo nadalje ukrepati in doseči zadan cilj. Tako da to je zelo pomembno. Tako da tukaj imamo en tak demo prikaz, kako konkretno boste lahko z naslednjim tednom v e-asistentu dostopali. Se pravi, da imate učence in za vsakega učenca tudi izpisane predmete, pri katerih smo detektirali oziroma se napovedujejo morebitne težave. Tako da cilj tega je, da imate dodaten pripomoček, da lažje spremljate učence na vaši šoli. Vsak učenec je zelo v bistvu pomemben, ker vseeno, tako kot sem prej rekel, se pogovarjamo o naši prihodnosti. Tako da, kar se tiče same rešitve, smo skušali kompleksen problem, kompleksen izziv rešiti z preprostim prikazom. Zaradi tega, da vam bo koristil in zaradi tega, ker to možnost razumevanja vseh teh algoritmov pa strojnega učenja, pač malo vas je takih, na inštitutu vas je kar dosti takih, ki razumete pa znate delati. Zdaj za vsakdanje delo pa za vse ostale izzive, za vse ostale izzive, ki jih imate v šolah, je pa nujno, da imate enostaven in preprost pregled. Tako da, to je bilo, kar se tiče našega dela, ki smo ga v e-asistentu vključili.
Projekt je trajal kar nekaj časa, tako da je bilo ogromno ene kompleksnosti razvoja in dela za to, da je nastala eno tako enostavno poročilo. Z naslednjim tednom bo to dostopno tudi vsem ostalim šolam in seveda bomo pol sproti tudi delali na tem in dopolnjevali, tako da dobimo še na večji masi feedbacke, kako stvar funkcionira, kaj vam je všeč in kakšne stvari bi lahko še nadgradili v sklopu tega. Ampak tisto, kar je najpomembnejše, pa tudi kar je fajn, da izkoristimo tak dogodek, ker imamo vsaj še prisotnost medijev, da dejansko izpostavimo pomembnost poklica učitelja, pomembnost dela v šoli, pomembnost, kako pomembno je delo vseh, ki delajo v izobraževanju, ker tega se dejansko zelo premalo zavedamo. Spravi, izobražujemo učence in dijake, izobražujemo našo prihodnost in je treba izpostaviti, zato da bomo spet nazaj znali bolj ceniti, pa se zavedati, koliko ključnega pomena za boljše jutri je vaše delo. Tako da zahvala vsem vam, ki delate, pa v bistvu tudi zahvala, ki ste nam dali priložnost, da lahko z vami sodelujemo. Imam tudi navodilo, da ne smemo biti predolgi in da moramo biti čim krajši, tako da bi jaz s tem zaključil. Bom pa zelo vesel, oziroma bomo zelo veseli, če imate kakšna dodatna vprašanja v tem trenutku. Ja? Znate Slovenija, zanima me na podlagi česa, a samo ocen je potem izračunano, kakšna je verjetnost teh težav? Ne. V bistvu parametri, ki se tukaj noter upoštevajo, pa če imate pol dopolniti, če sem še nekaj pozabil. Eno so spremembe pri obisku pouka, se pravi, potem so obiskanost pouka, pa seveda kakšen nivo znanja se dosega v ocenjevanjih znanja. Mislim, da so bili ti parametri noter zajeti v tem trenutku. Nivo znanja z oceno? Tako je, z oceno, ja. Z oceno. Kaj bi učitelji dobili? Učitelji, v bistvu v tem trenutku je to za začetek namenjeno vodstvu pa svetovalnim službam. Tak pregled, se pravi, dobiste tak pregled za vašo šolo, kjer vam pokažemo učence, za katere smo identificirali in predvidevamo, da znajo imeti težavo konec šolskega leta in tudi pri katerih predmetih. Ta napoved se izračuna na podlagi preteklih ocen tega učenca, na podlagi izostanka oziroma po metodologijah, ki so bile prej predstavljene. Tako je. In vsak uporabnik ima tudi možnost, da si ta indeks sam definira. Se pravi, osnovna nastavitev je 70%, kar pomeni, da je 70% verjetnost, da bo učenec imel na koncu leta težave na podlagi rezultatov, ki smo jih zdaj dobili in ugotovitev iz preteklosti. Lahko si pa nastavite recimo na 50 ali pa na 90. A to bo za šole brezplačno? Ja, v sklopu, se pravi, en del je financiralo Ministrstvo za izobraževanje ali infrastrukturo? IZŠ. No, tako da drugi del smo pa v sklopu e-asistenta ta pregled za naše uporabnike pač financirali mi, pa naredili mi. Tako da bo to šolam. Kaj boste zaračunavali to šolam? To šolam bomo omogočili mi, se pravi, smo ga financirali mi, tako da to šolam bomo mi dali, ta pregled. Se ne bo zaračunavali. V zvezi s financiranjem, pa mogoče lahko drugi. Inštitut je javna ustanova, vaši sodelavci so sodelovali zdaj, a bo to lahko tržil samo ekipa e-asistenta? Če dovolite, da se oglasim, ne? Ne se bom tukaj spoglasil. Pogoji razpisa so taki, da mora biti sistem brezplačen in 5 let brezplačen. Se pravi, sistem je brezplačen, ker je pa v nekem profesionalnem okolju, ne morate vi še vseeno nekako do tega okolja dostopiti. Ampak ko ste v tem okolju, se ne sme nič zaračunavati za to dodatno funkcijo. In ta dodatna funkcija, čim ste v e-asistentu, je zastonj in mora biti 5 let zastonj. To so ti razpisni pogoji in se mi zdi, da konec koncev, če država dade nek denar, ne, za neko novo razvojno zadevo,
je potem tudi prav, da imajo državljani kaj od tega. Hvala lepa. Mislim, kar se tiče našega dela, ga mi ne bomo tržili, mi ga omogočamo našim uporabnikom, ki smo jim ga razvili v sklopu sodelovanja z tega projekta. Tako da vsem šolam. Ja, drugače ne vem, kako bi jim lahko izračunal, ne. Če spet lahko se pravičujemo, ne. En del, ta prvi del v Metisu, je dejansko v e-šoli. Ta drugi del, ta orodja, so pa na Arnesu in so prosto dostopna. Se pravi, ampak ta zanimivi del, ki napoveduje, ki ga tukaj vidite, ta pa je v šoli. Ja. Še to verjetno za prvi in drugi razred, no tudi omogočeno glede na to, da ni ocena, tudi za javne Ne, nažalost v bistvu opisnih ocen identificirati pa napovedovati, mogoče za naslednji izziv, ampak ne. Aha, pardon. Hvala, izmočnik Inštituta za kriminologijo, pedagoška, to stroka ni moja zadnja, ampak mi poznamo tudi različne sisteme za izračunavanje prihodnjega vedenja, obsojenice, odgovornih učenih in tako naprej in tam so se pokazale določene težave. Zdaj tudi zanima parametri, ki kažejo na bodoče težave, so po vaše samo spremembe pri obisku pouka, pa nivo znanja, ki se da izračunati iz ocen. Če mi gledamo predvidene težave bodočega učenca, vidimo, da je to lahko smrt v družini, vidimo to od srednje šolca, da ga postila punca in v bistvu imamo en kup nekih težav, ki jih ta sistem vrš ne zajame. Tako sem prav razumel samo fokus na ocene, ki jih ima in na obisk pouka. Kar je zelo omejeno, glede na to, kako se bodo ocene pribale zaradi drugih možnih razlogov. Ja, absolutno. Se čisto strinjam z vami. Je tako, da pač ja, so te omejitve, ne vem tudi koliko bi bilo dobro, da bi vse te podatke beležili, vodili tudi recimo te subjektivne oziroma čustvene zadeve. Je pa tudi ena zadeva tukaj zelo pomembna. Ta poročila so namenjena svetovalnim delavcem oziroma strokovno usposobljenim ljudem, ki tudi že imajo pregled oziroma nekaj, kaj se dogaja v šoli, tako da je sam še kot dodaten pripomoček temu, kaj se bo zgodilo, pa kako ukrepati, da ne spregledajo od te mase učencev, pač kakšnega učenca. Ne. Je pa tudi tako, da recimo, ne vem, ko ste omenjali smrt oziroma vse ostale zadeve, to, kar smo identificirali, da na koncu se nekako tudi izraži v slabši oceni. Se pravi, da tudi poslabšanje ocene zajame to zadevo, ampak pač mi tega ne moramo vedeti. To lahko vejo zaposleni v šolah, ko bodo videli in iskali vzroke, zakaj je do tega prišlo, kako je treba ukrepati, kako je treba komunicirati z posameznim učencem. Tako da to je namenjeno za strokovnim sodelavcem. Lahko še dopolnimo, ne? Postirali smo nekaj atributov tega, ne? Se skazali, da je nekaj bo nepomembni, se to nič ne vplivajo. Ampak splošno je tako, da na podavrdakih težko, zlasti za budočnost, ne? To je tak še bil rek. Namreč budočnosti ni mogoče napovedovati v popolnosti, samo z neko stopno, neko mero zaupanja. Je pa res, da se te metode najboljše vrežijo. Se pravi, metode umetne inteligence, ko imate dovolj podatkov na voljo, posekajo vse. Posekajo statistiko, posekajo matematiko, če tako hočete, posekajo ljudi, ni boljšega testiranja kot je to. Če pa je še človek zraven, se pravi, ta program umetne inteligence plus človek, je pa še više. Se pravi, kombinacija teh dveh je tisto, kar bi tega najboljše dane rezultate v splošno. V tem konkretnem primeru še nismo primerjali, ne vem, drugih metod smo pa naredili primerjavo 5-10 metod umetne inteligence, celo vrsto parametrov in tisto, kar je vam prišlo, je trenutno najboljše. Torej, ko sistem definira učno težavo? Je to negativna ocena, je to negativni trend ocen? Za nekoga, ki bo recimo zvedeti odličnjak, je v bistvu hud alarm, da nekaj padejo ocene na trojko. Kako se da definira sistem, gleda samo negativna ocena ali trend? Boš. V eksperimentu smo imeli obe variante. Na začetku smo štartali na to, da tudi odličnjak, ki bo prišel recimo na prav dober uspeh, da bo to. Vendar je trenutno implementiran tisti rekel najbolj pomemben del in to je, da so predvidene negativne cene na koncu ocenjevalnega obdobja. Je ta del tudi razvit, samo ni še v sistemu. Ali ga bomo dali noter ali ne? Samo na podlagi trenda, na podlagi pač ocen, ki jih ima. Ja.
sistem, pogledajte, sistema ne vidi samo to, kar je zabeleženo v teh elektronskih podatkih. On ne ve to, kar morda razrednik ve, da ima, da recimo nesrečno zaluga, ne, posameznik ali kaj podobnega, teh podatkov sistem nima. Ne. Ampak na osnovi tistih podatkov, ki jih ima, in jih ima 30 milijonov, ne, pa sklepa po nekih vzorcih, ki so se zgodili v preteklosti in potem reče, aha, pri temu se je pa neka zadeva, ki je razvidno iz tistih simbolnih podatkov, verjetno pojavila. In tukaj je tista dodatna moč, kot sem že... No, kakšni so te vzorci? Ne? Te vzorci poštevajo trend, recimo, če je nekdo ima 4 leta skozi neko dobro dvojko, ne, težko govorimo o je v bistvu stabilen, odličen učenec je pa stabilen učenec, po drugi strani pri mnogih se vidi ta upad ocen, ko govorimo o zgodnem zaznavanju, ne, je upošteva to, torej upošteva te trende, ali gre tukaj samo za en statistični prikaz tisti, ki ima pa slabe ocene, ne? Nikakor ni govora samo statistični prikaz, če ne je bila to statistika. Seveda, jasno, zato ne. Torej, gre to, upošteva trende in primerjavo trendov v gibanju ocen posameznih. Gre za neke vzorce, ki so se v preteklosti zgodili in te trenutno so implementirani samo za negativno oceno konec semestra. Ja, seveda. Je pa tudi razvit tudi ta del, ki govori o tem, da se neki problemi pojavljajo in da bo mogoče prišlo do slabšega izhoda.